eden izmed načinov, da izboljšaš prodajo oziroma povečaš, je tudi ta, da imaš pač privlačno ponudbo za tvojo stranko. Oziroma, da imaš ponudbo, ki si jo tvoja stranka želi. In potem, ko to omenim, marsikdo se potem vpraša, ok, Maja, ampak kako pa pridem do takšne ponudbe, kako naj vem, kaj je tisto, kar si moja stranka želi? Oziroma, kaj je tisto, da naredim ponudbo, da se v bistvu moja stranka ne bo mogla upreti. Zdaj, najprej je nujno potrebno, da sploh veš, kdo je tvoja idealna stranka. Ker če prodajaš vsem, te nihče ne bo slišal in tudi ni možnosti, da pripraviš idealno ponudbo za vse ljudi. A ne? Ker če si samo zamisliš, da smo ljudje različni in če ti targiraš res vse, se v bistvu tvoja ponudba ne bo nikogar dotaknila. Oziroma, dajmo reči, skoraj nikogar. Tako da ti svetujem, oziroma prvo pri takšni ponudbi, prvi korak je, da imaš jasno definirano, kdo tvoja idealna stranka je. In če imaš res nekaj, kar bi vsi potrebovali, kar bi vsem koristilo in tako naprej, ti vseeno svetujem, da se najprej fokusiraš na določeno skupino ljudi, zanje pripraviš posebno ponudbo, ki bo pisana njim na kožo in šele potem lahko širiš tudi ponudbo na mogoče druge sklope idealnih strank, ki pa je mogoče lahko delno prilagojena in pa delno je lahko pa enaka tisti prejšnji ponudbi. Ok, da ti bo lažje, ti recimo dam kar primer. Naprimer, da želimo narediti spletni tečaj. In zdaj, če je ta spletni tečaj vsebinsko namenjen lahko vsem zelo koristi, bo ponudba lahko zelo različna, če targiramo upokojence ali pa če targiramo zelo zaposlene recimo, ali pa manj zelo zaposlene recimo ljudi med 30 in 40 letom ali pa ki imajo mlado družino. Kakorkoli bi bil ta spletni tečaj. Zdaj, kakšna je lahko ponudba? Spletni tečaj bo mogoče za obe skupini lahko enak, ampak ponudbo pa lahko še dodatno prilagodimo posamezni skupini. Upokojenci, na primer, bodo mogoče potrebovali še kakšno izobraževanje, kako sploh se lotiti spletnih tečajev, kakšne tehnične vprašanja in bodo potrebovali mogoče na tem nivoju kakšno podporo. Mogoče bomo celo ugotovili, da spletni tečaj za upokojence niti ni najboljši format in da lahko v bistvu spletni tečaj prestavimo v offline svet kot mogoče nekakšne delavnice, kar bi bilo bolj smiselno za te idealne stranke, čeprav je lahko vsebina torej tega spletnega tečaja in pa delavnice popolnoma enaka. Seveda pa pri mogoče teh zaposlenih ljudeh ne bodo toliko potrebovali te tehnične podpore, da jih sploh mogoče naučimo, kako se lotiti, kako se logirati za spletne tečaje, ker mogoče to znanje večina že ima. Ampak to je seveda samo en primer, da si lažje predstavljaš, kako lahko potem svojo ponudbo res prilagodiš svojim strankam, da bodo res pisana na kožo njim in da se jih bojo težko uprle. Upam, da ti je pomagalo in pa srečno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.